Et si tout n'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerai. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tout n'existe pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître la couleur du jour et qui n'en revient pas. Et si tout n'existe pas, dis-moi pour que j'existerai. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tout n'existe pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai partout, j'aurai besoin de toi. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, visoki gostje, cenjeni filmski ustvarjalci, dragi ljubitelji filmske umetnosti. Toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni otvoritvi prvega festivala evropskega filma Brežice. Današnji dan bo v zgodovino zapisan z veliko začetnico, saj Brežice ponovno, a odločno utrjujejo svoje mesto na evropskem filmskem zemljevidu. Že desetletja so torej Brežice znane kot pomembno filmsko središče, kjer so se v času nekdanje Jugoslavije in Jadran filma snemali številni koprodukcijski filmi, tudi ameriški. In spoštovani, spoštovane, ni naključje, da iz Brežic prihajajo številni igralci, režiserji, producenti. In prav zaradi te globoke filmske povezanosti z današnjim dnem začenjamo novo poglavje filmske ustvarjalnosti. Zato smo ob tako velikem in pomembnem dogodku izjemno veseli in počaščeni, da v naši sredi prav lepo pozdravljamo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, magistrico Urško Klakočar Zupančič. Ministra za finance Klemna Boštjančiča. V naši sredi prav lepo pozdravljamo tudi poslanki Državnega zbora Republike Slovenije Nataša Avšič Bogovič in Neno Grgurevič. Prav prisrčen pozdrav namenjamo posavskim županom, svetnicam in svetnikom občinskega sveta in vsem vam, spoštovani gostje. Še enkrat prav prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Brežicah. Hvala Adriani Jener za izvedbo skladbe Et si tu n'existe pas, Ode ljubezni iz italijanskega filma Svetlejša prihodnost. Film, nominiran za Zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, je na našem festivalu na sporedu jutri ob 17. Festival evropskega filma Brežice bo v naslednjih 4 dneh združil ustvarjalce filma, glasbe, umetnosti in lokalna društva na področju kulture, javne zavode na področju turizma in kulture ter turistične ponudnike. Filmski festival, ki na ogled ponuja 10 filmov z največjih filmskih festivalov, kot so festivali v Cannesu, Berlinu in Benetkah, ter pestro festivalsko dogajanje poteka v organizaciji društva V krog občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Posavskega muzeja Brežice ter v sodelovanju s številnimi akterji iz lokalnega okolja.
Združevanjem filma in kulture, zgodovine ter sodobnosti je skrbno izbrana lokacija gradu Brežice z Viteško dvorano, ki svojo izjemno lepoto in bogato zgodovino odseva veličino kulturne dediščine kraja in velja za eno najlepših tovrstnih dvoran v Evropi. To je popolna kulisa za rojstvo novega filmskega praznika. In v tem edinstvenem ambientu, kjer se preteklost srečuje s prihodnostjo in umetnost dobi krila, vabim k nagovoru direktorico Posavskega muzeja, gospo Alenko Černelič-Krošelj. Izvolite. Spoštovana, draga predsednica Državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič, naša redna gostja, Aneta, dobrodošla ponovno spet med nami. Spoštovani najbolj pomemben minister, Aneta, gospod Klemen Boštjančič za finance. Jaz sem direktorica, Aneta, pa takoj začnem. Seveda, danes je izjemno slovesen dogodek, spoštovani naš gospod župan, Ivan Molan, ki zastopa lastnika tudi te najlepše dvorane na svetu. Res je izjemno veselje meni in našim sodelavcem in mislim, da vsem, ki smo v tej soorganizaciji, da to poletje zaključujemo s filmskim festivalom, da ta večer je v tej najlepši dvorani, da tukaj vsi tisti, ki so gledali na številne umetnosti v 18. stoletju, zdaj čakajo tudi to umetnost 20. in 21. stoletja. Naša dvorana je bila ustvarjena za uživanje, mogoče ni bila ustvarjena za podnebje 21. stoletja, ampak verjamem, da je pred nami izjemen večer, da imamo krasne goste, ki so še malo skriti, da imamo izjemno ekipo, predvsem pa, da imamo izjemno podporo vseh tistih, ki so tukaj zato, da nam dajo, se pravi financerji, sponzorji in tako naprej. Pa seveda tisti najpomembnejši, to ste pa naši obiskovalci, naše obiskovalke. Mi v bistvu vsako poletje imamo kino na našem grajskem dvorišču in res hvala, da ste naši zvesti obiskovalci tako poletje kot tudi vse dni v letu. Namreč naš muzej letos praznuje tudi 75-letnico delovanja, tako da kaj lepšega vstopiti v novo leto oziroma ko v takem jubilejnem letu dobiti nekaj novega v programu, se pravi ta izjemen festival evropskega filma. Tako da prav hvala vsem. Verjamem, da bo izjemen večer, se bomo še veliko videli v teh 3 dneh in da je to res začetek ene najlepše in lepe zgodbe našega mesta, našega Posavja, Slovenije, pa seveda tudi sveta, ker smo zelo pomembni tudi na svetu. Vse dobro, lep večer in hvala lepa. Brežice so in bodo turistična občina z raznoliko ponudbo in stičišče različnih svetov kulture, športa, umetnosti, narave. Festival evropskega filma pa bo Brežicam dodal novo dimenzijo. Zato na tem mestu k nagovoru vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, spoštovani minister, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani vsi zbrani, seveda tudi svetnika, podžupani in vsi ostali, ki ste danes prišli. Lahko rečem, da mi je izjemno čast in veselje, da vas lahko danes v tej, kot je bilo že rečeni, eni najlepših ali pa najlepših dvorani pozdravim na tem dogodku, ki je verjetno začetek nekaj novega v naši občini. Občina Brežice je poznana po tem, da je zelo nekako vesela vseh dogodkov in res v teh poletnih dopustniških dneh se je v Brežica zgodilo zelo veliko lepih trenutkov in pa predvsem veliko različnih dogajanj. Začeli so se že nekako junija z raznimi prireditvami potem v mestu. Pred dnevi se je končal mednarodni otroški festival, ki ga je prav tako organizirala domačinka, ki je že 8. leto zaredom to naredila in že postaja tradicionalni, to je organizator bila Brigita Šuler.
Danes pa smo veseli, da smo dobili v občini Brežice nekako novi začetek filmskega festivala. Kot je že bilo nekako povedano v začetku, občina Brežice je zelo sprejemljiva za razne pobudnike in zelo veseli smo vsakih novosti, ki so predlagani, in jaz verjamem, da tudi zaradi tega z naše občine prihaja zelo veliko različnih uspešnih ljudi, ki so se dokazali v slovenskem ali mednarodnem merilu. Prav tako lahko rečem, da veliko prostovoljnih začetnikov je začelo z raznimi pobudami, z organizacijami. Tudi naša društva snemajo zadnje čase filme, ki jih predstavljajo in ki dobivajo različne, zelo mogoče tudi dobre ocene. Danes pa sem vesel, da bo to bil neki nov začetek. Še posebej sem vesel, da je direktor tega festivala Aleš Pavlin, ki je domačin, ki je verjetno prav tako kot marsikater začetnik začel z nekimi začetki v našem kraju in potem seveda postal prepoznaven v širšem državnem in svetovnem merilu. In jaz sem vesel in verjamem, da je tudi njegova želja, da del svojega znanja, svojih izkušenj prenese in deli z nami tu v Brežicah, in jaz verjamem, da ta festival bo bil tisti, ki bo na nek način tudi nekako dokaz tistega, kar vse je bilo narejenega. Sam si samo želim, da boste danes imeli lepo, želim pa seveda, da bo ta festival postal tradicionalen, in najbolj vesel bom, če se bomo čez 10 let ponovno srečali v takšnem ali pa še večjem številu. Glede na polno dvorano, na vidim vesele in pa navdušene obraze, lahko rečem, da je bila to prava namera, da je bila pobuda Aleša izjemna, in tu so se tudi vključili različni domačini, ki so bojo dokazali, da smo dobri organizatorji, da smo gostoljubni in pa predvsem, koliko vem na koncu, da imamo tudi dobro kulinariko in pa izvrstne, kvalitetne vinarje. Zato vsem skupaj želim lep večer, uživajte na sojšnji večer, vabljeni tudi na druge dogodke, ki bojo, in seveda naj festival začne srečno pot za današnjim dnem. Lep večer in lepo se imejte. Kaj jih danes seveda v tem večeru še čaka. Festival, ki bo združil evropsko kulturno dediščino in filmsko umetnost, simbolizira nov korak v prepoznavnosti Slovenije na mednarodnem kulturnem prizorišču. Spoštovani, spoštovane, k slavnostnem nagovoru vabim predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, magistrico Urško Klakočar Zupančič. Izvolite. Lep pozdrav. Spoštovani gospod Aleš Pavlin, direktor festivala evropskega filma, in spoštovana gospa Mojca Florjančič, glavna koordinatorka današnjega dogodka in podžupanja občine Brežice, spoštovani gospod minister Klemen Boštjančič, minister za finance, ki zdaj vidi, kako pomembno je, da dajemo denar tudi za ohranjanje naše kulturne in zgodovinske dediščine, da sedimo danes v takšni dvorani. Spoštovani gospod Janez Kerin, župan mestne občine Krško, spoštovani gospod Ivan Molan, župan občine Brežice, spoštovani gospod Srečko Cvirk, jaz ga imam sicer napisanega, pa ne vem, če je tukaj, očitno ga ni, no, pa vseeno je pa moj župan, ne, iz kraja, kjer jaz prihajam, občina Sevnice, spoštovani poslanki Nataša Avšič-Bogovič in Lena Grgurevič, spoštovani gostje in gosti ter vsi obiskovalci festivala. Pred časom sem imela sama ravno v tej dvorani izjemno čast, da sem lahko predstavila svoja literarna dela. Ker sem seveda v tej dvorani bila že prej večkrat, tudi kot otrok, se nikoli nisem mislila, da bom nekoč lahko tukaj predstavljala nekaj svojega. In sem bila že takrat izjemno počaščena in sem počaščena tudi danes, saj sem bila povabila na odprtje prvega festivala evropskega filma v Brežicah, zelo vesela.
In hvala lepa, da lahko spregovorim nekaj besed. Kot že vidimo, glede na impresivnost same dvorane, so Brežice mesto z bogato zgodovino. No, del te zgodovine pa povezuje z mestom tudi moje ustvarjanje. V zadnji tretjini 17. stoletja, ne vem, če si to vedel, Aleš, je namreč brežiška šola delovala v hiši barona Moscona, ki sem ga kot resnično osebo vključila tudi v svoja dela. Filmski festival, ki se bo letos odvil prvič, je izjemna popestritev že tako bogate poletne kulturne ponudbe v Brežicah. Hkrati pa prinaša novo dodano vrednost tudi v slovenski kulturni prostor, saj je namenjen predvsem gledalcem. Le-ti si bodo v naslednjih dneh lahko ogledali 10 odličnih evropskih filmov, ki so pustili pečat na največjih mednarodnih festivalih, hkrati pa bodo lahko tudi sami glasovali za najboljši film festivala. Kar se meni zdi izjemno pomembno, ker ponavadi so tisti, ki odločajo, strokovna žirija, kritiki. Ampak pravi kritiki smo pa pravzaprav gledalke in gledalci. Festival evropskega filma Brežice je ambiciozen in dolgoročen projekt, ki ni zastavljen le za nekaj poletij, temveč želi najti svoje mesto med pomembnejšimi filmskimi festivali v regiji. Za njegov uspeh sta ključna skupna vizija in sodelovanje vseh deležnikov, ki sodelujejo pri organizaciji festivala, in temu smo priča v Brežicah. Hkrati pa seveda kakovosten izbor filmov. Že po pregledu programa sem prepričana, da je zbor, ki ga je opravil Aleš, gospod Pavlin, izjemno posrečena kombinacija filmov, ki govorijo o vedno aktualnih temah in ki gledalcev ne bodo pustili ravnodušnih. Ustvarjali pa so jih tako svetovno znani avtorji kot najboljši filmski ustvarjalci v regiji. Kakovostni filmi so gotovo med najbolj učinkovitimi metodami, s katerimi lahko avtorji oziroma umetniki gledalcem slikajo sporočila in zgodbe. Ko gledalci doživljamo dobre zgodbe, ki se odvijajo na platnu, se praviloma z njimi zlijemo. Lahko nas učijo, spodbujajo k razmišljanju, razgaljajo različna čustva, razbijajo predsodke in tabuje ali pa nas preprosto zabavajo. Nikoli pa po ogledu dobrega filma ne odhajamo domov ravnodušni. Prepričana sem, da bodo s podobnimi občutki in razmišljanji odhajali s prizorišča tudi gledalci po ogledu vsakega od izbranih 10 filmov letošnjega festivala. Spoštovani, dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem ustvarjalcem in organizatorjem, ki so na zemljevid slovenske kulturne krajine postavili nov filmski festival. Želim vam uspešno izvedbo festivala, čim bolj množičen obisk, saj je dogodek namenjen predvsem gledalcem. Vztrajajte pri svoji viziji. In prepričana sem, da bomo še čez nekaj let lahko govorili, da Brežice in Slovenija gostita enega pomembnejših filmskih festivalov v regiji. Najlepša hvala. Hvala cenjeni gosti, predsednici Državnega zbora Republike Slovenije, magistrici Urški Klakočar Zupančič. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koje bude naša tijela zagrljena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Adriana Jelen in na klavirju Dejan Jerončič, Pamtim samo sretne dane. Skladba iz filma Spominjam se samo srečnih dni, ki velja za zadnji film pokojnega slovenskega igralskega velikana Ratka Poliča Raca.
Spoštovani, ja, si zaslužite. Spoštovani, spoštovane, zgodba o ambicioznem, skromnem, a realnem festivalu z bogatim programom in gosti ter potencialom, da v naslednjih letih postane eden izmed pomembnejših v regiji, se je začela pred natanko enim letom v bližnjem lokalu, ko sta prve zasnove postavila domačina. Ustanovitelj in programski direktor festivala, dr. Aleš Pavlin, ter glavna koordinatorica festivala in podžupanja občine Brežice, Mojca Florjanič, ki jo prijazno vabim k nagovoru. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, gospa magistra Urška Klakočar Zupančič, spoštovani minister za finance, gospod Klemen Boštjančič, spoštovani poslanki Državnega zbora Republike Slovenije, gospa magistra Nataša Avšič-Bogovič in gospa Lena Grgurevič, spoštovani posavski župani, svetniki občinskega sveta, dragi prijatelji filma, cenjeni ustvarjalci in ljubitelji sedme umetnosti. Danes smo se zbrali tukaj v srcu Brežic, da skupaj obeležimo izjemen dogodek, prvi festival evropskega filma. Festival, ki ni zgolj praznovanje filma, temveč tudi most, ki povezuje raznolike kulture, zgodbe in vizije, ki se prepletajo v evropski filmski ustvarjalnosti. Evropa je zibelka kinematografije. Njeni filmi so skozi desetletja premikali meje, preizpraševali družbene norme in se dotikali najbolj skritih kotičkov človeške duše. Festival, ki ga danes odpiramo, pa je izraz spoštovanja do te bogate tradicije in hkrati poklon sodobnim ustvarjalcem, ki s svojimi deli nadaljujejo to dediščino. Naše Brežice, mesto z izjemno bogato zgodovino in kulturo, so bile večkrat v naši preteklosti in so še danes idealno prizorišče za filmske ustvarjalce in prav je, da so danes tudi kraj, kjer se odvija festival evropskega filma. Svojo edinstveno atmosfero in odprtostjo so prav tako kraj, kjer se lahko umetnost in kultura v polni meri izrazita in povežeta z ljudmi. Naš festival pa nam ponuja priložnost, da spoznamo ne le filme, temveč tudi različne perspektive, kulture in vrednote, ki jih te prinašajo. Lani, 26. avgusta, sva z direktorjem našega festivala, Brežičanom Alešem Pavlinom, sedela na terasi Mladinskega centra Brežice in ko mi je rekel, da si Brežice zaslužijo festival, kakršnega odpiramo danes, sem vedela, da bosta pravi uvid in iskrena želja našla pot do ljudi, ki bodo slišali, razumeli in na koncu koncev začutili, kako pomemben je ta dogodek lahko za naše mesto. In danes s ponosom lahko rečemo, da je ta festival rezultat trdega dela in predanosti številnih posameznikov, ki so verjeli v moč zgodbe, ki jo začenjamo danes. In iskrena in srčna hvala vsem, na kakršenkoli način sodelujočim. In naj festival postane tradicija, ki bo vsako leto v naše Brežice prinašala nove filmske zgodbe, navduhujoče ustvarjalce in še bolj navdušene gledalce. In naj bo prizorišče festivala prostor, kjer se bomo vedno znova spominjali, kako pomembno mesto zaseda v naših mestih in življenjih umetnost in kako nas lahko povezuje preko meja in različnih kultur. In za konec, Albert Camus je zapisal, da se brez kulture in s tem povezane svobode zdi še tako popolna družba kot džungla. In prav zato je pristna kreacija darilo prihodnosti. In ravno filmske z našim festivalom popestrijo naša življenja in utrip našega mesta. Naj se festival evropskega filma v Brežicah začne. Hvala. Najlepša hvala.
Odlična zasnova in vizija festivala omogočata, da si bomo v Brežicah do sobote, kot je bilo danes že večkrat poudarjeno, ogledali kar 10 filmov z največjih svetovnih filmskih festivalov. Verjamem, da smo pa že prav vsi malce radovedni, kaj nas čaka v nadaljevanju današnjega večera, torej izbor filma Presenečenja, ki si ga bomo ogledali v nadaljevanju. Več o zasnovi in poteku festivala nam bo zato v naslednjih minutah zaupal ustanovitelj in direktor festivala dr. Aleš Pavlin, obenem pa nam bo seveda tudi razkril današnji film Presenečenja in razlog, da si ga na velikem platnu ogledamo ravno v Brežicah. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, nocoj je zame, pa verjamem tudi za vas, en zelo poseben, mogoče magičen večer. Brežice postajajo spet filmsko mesto. Zakaj spet? Zato, ker so nekoč to že bile. Je bilo že omenjeno pri mojih predhodnikih, da se je tukaj dogajalo marsikaj na filmskem področju. En list sem si moral vzeti, da se malo se spomnim tega, vsa ta imena, ampak bom rekel tako, v 80-ih in 90-ih, sploh dokler je bil še Jadran film, hrvaški Jadran film, se je v Sloveniji, predvsem v Brežicah in okolici, snemalo zelo veliko produkcij. Tako da je recimo slikovit ambient Viteške dvorane očaral Jackie Chana. Jackie Chan se je tlele potepal in po starem železnem mostu čez Savo in Krko v filmu Božji oklep. Tretji del filma 12 žigosanih, Dirty Dozen, je bil tudi na starih železnih mostovih. Jaz se spomnim še, ko sem to z videokamero snemal. Tle je bil legendarni Telly Savalas oziroma nekdanji Kodžak detektiv. Del televizijske serije Vojne vihre se je snemal ravno v tej dvorani in tukaj je bil velikan Robert Mitchum. Skratka, velika imena so se tukaj zvrstila, pa gremo še malo naprej. V 90-ih so bile Brežice prizorišče snemanja še enega pomembnega filma, v katerem so v glavnih vlogah nastopili kasnejši dobitnik Oskarja Gary Oldman, Tim Roth in pa že takrat igralska legenda in Oskarjevec Richard Dreyfuss. Pa gremo še malo naprej. V gradu Mokrice se je leta 1987 britanski pop duet Pet Shop Boys odločil, da snema videospot za veliko uspešnico Heart. Ta spot ste verjetno videli ali pa ga mogoče si ga boste kdaj še zavrteli. V vlogi vampirja igra kasnejši Sir Ian McKellen oziroma Gandalf iz trilogije Gospodar prstanov. In takšnih primerov je še kar nekaj. Pa ne bom več našteval. Brežice pa so tudi slikovito, atraktivno, turistično mesto in filmski festival je točka, kjer se film in turizem združita in lahko dosežeta precejšnje multiplikativne učinke. In to je tudi eden od naših ciljev tudi. V mnogih evropskih mestih se ponašajo s filmskim festivalom, ki mestu ali celi regiji zagotovijo večjo prepoznavnost, obisk znanih filmskih ustvarjalcev, režiserjev, igralcev, pa vse skupaj to doseže en večji promocijski učinek in tudi spodbuja in povečuje turistični obisk v prihodnjih letih. Odslej bo na zemljevidu mest s filmskim festivalom sijalo tudi ime Brežice. Na letošnjem prvem festivalu se bomo srečali z velikimi imeni filmske umetnosti, režiserji kot so Ken Loach, Woody Allen, Jessica Hausner, Nanni Moretti, Quentin Dupieux, Dragan Bilogrlić. Filmi prihajajo iz Francije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, Avstrije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. V času festivala si bomo med drugim lahko ogledali otvoritveni film letošnjega festivala v Cannesu, francoski film Drugo dejanje. Jutri zvečer, pesem nas je na to že pripravila, ki jo je Adriana krasno odpela, bo na sporedu eden vrhuncev festivala, film Spominjam se samo srečnih dni, v originalu je to naslov pač pesmi Pamtim samo sretne dane, zadnji film pokojnega velikana Ratka Poliča Raca, ki ga nažalost nikoli tega filma ni videl, ampak ta večer bo poklon Ratku Poliču, po filmu pogovor občinstva z režiserjem, igralcem Stjepanom Peričem, producenti, še posebej pa moram poudariti nekaj, pridružila se bo tudi Ratkova soigralka v mnogih filmih
in igralska diva Milena Zupančič. Srečali se bomo še z dvema velemojstroma filmske umetnosti, za katera so to verjetno poslednja filma v veličastni karieri. Woody Allen se poklanja Parizu in francoski kinematografiji s svojim prvim francosko govorečim filmom Srečno naključje, britanski velikan Ken Loach in njegov film Stari hrast, s katerim bomo zaključili festival, pa zgodba lastniku lokala v vasi na severu Anglije, ki opustoši propad lokalnega rudnika, prinaša eno lepo, humano, pozitivno sporočilo za konec festivala. V soboto ob 11. dopoldan bo zadišalo po vikend kino matinejah iz mojih otroških časov v Brežicah, s krasnim nemškim filmom Detektiv Tabo in primer Nosoroga, afriško poletno detektivko, primerno za otroke od 8 let naprej. A nocoj je otvoritev. In čas je, da povemo, kaj bomo gledali. Kot sem že omenil, se je v Brežicah snemal tudi film, kjer sta takrat mladeniča, danes svetovni filmski zvezdi Gary Oldman in Tim Roth odigrala dva stranska lika iz Hamleta, na koncu rečemo Rosencrantz in Guildenstern sta mrtva, ki ga je režiral, gre za njegovo edino filmsko režijo, velikan svetovne dramatike Tom Stoppard in se s tem filmom z velikimi črkami zapisal filmsko zgodovino. Tukaj, v tej prečudoviti dvorani, Viteški dvorani, smo nocoj s posebnim namenom, zato ker nas čaka film, otvoritveni film, v katerem vam bo veliko prostorov in lokacij v tem filmu znanih, zelo znanih. Viteško dvorano boste namreč tukaj prepoznali, se nagledali v tem filmu, nagledali se boste grajskega dvorišča, ko boste Newtonove zakone gravitacije študirala, Guildenstern in Rosencrantz. Skratka, res izjemen občutek. Film je dobil Zlatega leva, najvišjo nagrado Beneškega filmskega festivala, ki se sicer v 81. izvedbi nocoj utvarja v Benetkah na isti večer kot Brežiški festival evropskega filma. Tako da, 35 let kasneje, 35 let kasneje, nocoj v Brežicah, obujamo del te filmske zgodovine. Po zaključku filma pa sledi še eno zelo posebno presenečenje. To vas prosim, da počakate. Veliko užitka v nocojšnjem filmu vam želim in v vseh prihodnjih filmih tega festivala. Hvala. Spoštovane, čas je za prvi film prvega festivala evropskega filma Brežice. Uživali v filmu, ki je znan po svojem unikatnem humorju, igri z jezikom ter razmišljanju o naravi gledališča in realnosti. Prizori iz Viteške dvorane in Brežiškega gradu pa so seveda še tista pika na i. Ob tako velikem in zgodovinskem dogodku pa je še eno presenečenje, kot je bilo omenjeno, zato na tem mestu vabim k sebi oziroma malo bližje ustanovitelja in direktorja festivala, doktorja Aleša Pavlina. Izvolite.
moram reči tudi, Lenka, da vidim, da je grad brežiški lepo restauriran. Ne. Videli smo tudi, da je film fikcija, kot vedno pravimo, ne. Brežiškemu gradu je pomagal malo tudi Kostanjeviški grad. Ne. Vse ni bilo tukaj, ampak glavni prizori so bili pa absolutno odigrani v tej viteški dvorani. Imam pa eno veliko res izjemno zadovoljstvo, čast, užitek mi je bil, ko sem jih lahko poklical, ne. Ko ste videli na Odjavni špici veliko znanih imen je, znanih nam, slovensko-hrvaških in tako naprej. In nocoj med nami so nekoč mladeniči, ne, bi rekel, omladenci, trije danes veliki hrvaški igralci, pa eden velik slovenski igralec. In povabil bi na oder Tragede in Horacija. Skratka, z nami so nocoj Livija Badurina, Vili Matula, Željko Vukmirica, naš velik gledališki in pa tudi filmski igralci in mednarodno priznani igralec Branko Završan. Dogovorili smo se, da bomo zelo impro, ne, za začetek bi rekel tako kot športnikom poprašam, kakšni so občutki po tekmi. Po 35 letih ste videli film. Govorili bomo slovensko-hrvaško, ker smo tukaj, ker se vsi razumemo med sabo, tako da, kakvi so osjećaji posle utakmice? Kdo bo prvi? Pa vam dam malo mikrofon, dajmo en Q&A naredimo, pa tudi iz publike potem zaželjeno kakšno vprašanje. Jaz nisem sicer moderator, ampak s temi 4 bomo zmogli. Evo, Livi. Pa jako zanimljiv osjećaj, jer naime prije 35 godina, kad je baš na ovaj dan u stvari, otprilike, bio prikazan film u Veneciji i nakladno su Zlatna glava, niko od nas nije bio na premijeri tad, niti u Londonu, a evo nakon 35 godina smo se došli pokloniti ovdje u Brežicama, gdje smo i film snimali i moram priznati da je vrlo nadrealno gledati film nakon 35 godina, nakon što smo ovdje snimali, dakle jedno zaista posebno iskustvo i samim tim želim festivalu dug život. Zahvaljujem na pozivu. Jako me veseli da sam vidio film. Što se mene tiče, film je malo je ležeran što se tiče vremena, jer moderna filmografija je otišla puno više naprijed i u veliku brzinu, a ovaj film ima stari ritam i ima nešto što mi ne poznajemo u našoj kulturi, posebno ne mi tu na ovom terenu koji postaje polako teritorij, ali još uvijek je više teren. Mi ne poznajemo to da imamo nešto staro i to staro onda napravimo novu verziju toga i u toj novoj verziji onda želimo na neki način postići jedan duh vremena. Tom Stoppard je to apsolutno uspio, ali se bojim da je za modernu publiku, to govorim odgovorno, jer imam 4 unuka. Za njih je ovo gledivo, recimo, šta ja znam, jedno 10 nastavaka. Ali u svakom slučaju velika je stvar vidjeti što je čovjek
uspio napraviti zahvaljujući ovom dvorcu, zahvaljujući ovom mjestu i zahvaljujući tome da je čak, to je u Jadran filmu, ovo zadnje što ste vidjeli, Ocean i brod i to su uspjeli napraviti u Jadran filmu i taj dio je stvarno veličanstven kako su uspjeli napraviti Ocean, tako da, kako bih rekao, imam miješane osjećaje, ali u svakom slučaju je veličanstveno da ste se odlučili napraviti sa tim filmom početak festivala. Čestitam! Livio i Željko su već sve rekli. Stvarno sam počašćen biti ovdje zajedno sa vama na prvoj večeri. Ja želim vjerovati u dugogodišnjeg festivala, da će ovaj festival godinama trajati. I samo želim reći jednu stvar, da je zanimljivo kako gledamo mladog Gary Oldmana, kako leži u jednoj sceni i ovdje, Livio je o tome pričao i Brana i Željko, kako je znalo biti hladno dok se snimamo, jezivo hladno. On je često bio i u ovoj haljevi gotovo gol, a van je bio teški minus i ovdje je bio minus. A da mi to danas gledamo ovako. Ovo je vrućinka. Hvala. Ja, to je bilo, snimali smo december 88 smo začeli, 89 januar, februar smo končali. Res je bilo presneto mraz. Zdaj je tako, no, mi smo se dobili znatno prej, tale naša tragična skupina, ker je bilo treba vse skupaj, se pravi celo to predstavo narediti. In jaz nimam toliko distance kot ti, Vuk, meni film še vedno me boža in še vedno me je fajn in briga me za naslednje generacije. Tako da se nimam distance, vede. Predvsem zaradi tega, ker tudi danes, ko smo prišli tole na dvorišče, tako wow, jaz pravim, kot da je 3 leta nazaj, tega, ko smo bili tle, ko smo to počeli. Predvsem pa, mislim, takrat smo se mi strašansko navezali na drugega, pa mogoče vsem še nekaj izdam. Tukaj sicer piše, da je koreograf za to skupino Dragedov, da je to naša kolegica, ena gospa, in je res, mi smo naredili 2 varianti, sicer njena varianta je bila izrazito plesna, sicer smo se šli smrtni ples in smo tako pač s tem skušali nekaj narediti. Marko Mlačnik je takrat rekel, pozdravlja Marko Mlačnik, tudi vse, žal on zdravstveno ne odtegne, a drugače pa velike pozdrave vsem. In je tale skupina, kot je Marko rekel, strašno demokratična, ker so tej koreografi in istočasno njihovi profesorci rekli, da ici bež bomo še mi nekaj sami naredili. Mi smo potem dejansko v tistih 3 tednih smo rekli, dajmo mi nekaj po svoje in smo v bistvu celega Hamleta naredili 45 minut Hamleta, tako vezno od eno do konca smo rekli, ko bo Stopat prišel, pokazal bo je, šel Case in zdaj, ker bo on izbral tisto bo. No, sej vidite, kaj je izbral. Tako da je, se pravim, sploh zaradi tega, zato mislim, da nimam distance več, ker vede, kaj vse smo se takrat šli, kaj je radali. Sicer pa ja tudi, še enkrat hvala za vabilo, tudi za nocoj. Mislim, da je bil to pravi lep moment. Bom ponovil vse ostalo, zdrži s festivalom. Res vsega srca ti želim. Kolega. Da malo podelimo. Najprej bi še Željko to repliciral, sem podobno razmišljal, kako neki film stari, kako ne stari, ampak kot informacijo, v Benetkah na tekmovanju, na takrat na festivalu, je ta film zmagal in je bil v tekmovalnem programu tudi Goodfellas, Martina Scorseseja. To
in se pridružujem bolj Branetu kot Željko, ampak pač skratka, imeli smo en čudovit film, ki se je dogajal tukaj. Moram reči, da je bilo meni tudi čudovito vas poklicati po telefonu. Braneta sem poznal že leta. Vaše reakcije so bile zelo zanimive, čustvene, tudi moja je bila čustvena, ta nek reunion, tako kot da je neka obletnica mature, ali pa nečesa. Skratka sem, da ste vi zdaj tukaj. Tako da, hodil sem vas pa samo vprašati, kakšen je bil občutek, recimo Gary Oldman, Tim Roth sta bila mlada igralca, niste, ampak kakšen je bil občutek, vi ste v kadru velik z Richardom Dreyfusom, on je takrat imel Oscarja, on je bil velik igralec, mislim, še zdaj je igralec velik, žal zdravstveno, ne najboljšem stanju, pa ni več toliko igralsko aktivno. Kako ste se vi počutili kot mladi igralci? Ste shvatili moje pitanje? Ajde, Livio, ti ćeš prvi. Ne znam, nije bilo nikakve, pogotovo Richard Dreyfus. On je bio, evo, kad smo dolazili, Željko je pričao anegdote kako je Dreyfus trčao k nama u autobus. Pa premda mu je bilo ugovorom propisano da mora biti u svom traileru, a Gary i Tim su nekako malo bili postavljeni, što mi je zapravo razumljivo, jer su imali jako veliki zadatak i odlični su. Ja, potrjujem. Vidim se posplavil tole, kar se tiče sabljanja, jaz sem bil nekako poverjen za to, da bomo sabljali. Richard je prišel 2 dni pred začetkom snemanja, tako da on je mogel zelo na hitro vskočiti v celotno konstelacijo tele predstave, ali pa to mime, kar je. No, midva so pa še v Intercontiju, so imela pa še en večer sabljanja in sva res temi rapirji probali nekaj narediti, ampak on je skozi tiskomalce, on se je kot na gre nikamor. Jaz predlagam, da bi to delal mimsko, pa bom jaz delal zadnje efekte. Stopart ni bil za to, no, pa vseeno. Potem ga pa Richard prepričal in sicer je bilo tako, se rekel, še enkrat boš dal komolcov, neste bom trešil po tem komolcov, pa ga boš, kot pač meni moj profesor naredil, nikoli več ne boš dal komolcov. Ga je dal, puf, po ne, bodyguardi prelaufajo, sem mislil, da me bo raztrgal, on se je sam režal, no, bolj so pa radala kar frenda. Kar se tem, kadar je pa not, ja. Kar se tiče pa ostalih dveh, je pa res, da sta imela verjetno veliko dela sama sabo, pa tudi karakterno, mislim, da je Richard je bil res človek skupine, on je pa pač ne. Pa je bil že Oskarjevc, ja, seveda. Ja, seveda. Nije bio jedini u filmu Peter Biškov. Peter, seveda, ja, tudi je. No, ampak, sicer pa tudi tako, no, neke karakterne označbe so prišle zelo do površja. Tim Roth je strašen delavc, to je res vse naštudiran in narejen, Gary Oldman pa neko strašno srečo, pa tako mečka zučki zamiga, pa je vse narejen. Smo pa tisto sceno na ladji ponavljali 33krat, zato ker pač ni teksta znal, Gary. Moja smola je bila potem, da sem se jaz moral na štriku, sem se moral spustiti z enega boka ladje na drugega, ampak štrik ni bil 5 na sredini, ampak malo čez. Se pravi, da ko sem prišel na drugo stran ladje, sem se mogel tako 2krat pač z rokami dvigati, 32krat je šlo, 33 pa ne več in sem butnil v bok ladje, pa malo noge polomil, ne čisto, ampak pač fejs sem jih ulupil in Gary je rekel, shit happens. Pitanje, hvala Brane za tole anegdoto, za tebe imam pitanje. Si ti stvarno svirao ono frulicu i su to nacinhronizirali? Stvarno sam svirao frulicu, a sve to je posljedica toga što je Tom Stoppard se sa nama puno družio, jako puno. I što se mene tiče, u taj film sam, u taj film sam ušao tako da mi smo probali u to vrijeme jednu vrlo modernu dramu koju smo sami napisali i tako dalje. U Zagrebu u jednom podrumu od kak se zove, gdje je danas preko puta
Isuse. Preko puta onoga gdje idemo svi, umjetnička ona, gdje idemo... Ne, HNK je dolje još... Ne, baš tu u toj gimnaziji današnjoj je u podrumu... Ne mogu se sjetiti, uglavnom u sred noći mi probamo u podrumu i gore na prozor neko kuca. U sred noći proba, neko kuca gore na prozoru. Ko je? Tom Stoppard. Dakle, to je bio prvi susret. Onda je čovjek bio sa direktoricom filma i pitao je da li smiju oni doći gledat probu. Mi smo došli, rekli ok, pustili smo ih dolje, ovi ljudi koji su gore na porti Mimara, muzej Mimara. Da, Mimara, da, kreten. Ne, ja sam kreten, Mimara, ok. I sad čovjek je pustio dolje i sad mi probamo, jer jedanput probaš pred takvom legendom, jel? Probaš i to je jedan vrlo modern kazališni jezik, vrlo modern kazališni jezik gdje se radi o 3 paralelne radnje u isto vrijeme. Dakle, nešto vrlo moderno i drugčije i ne znam što. I čovjek je bio oduševljen s tim što je vidio i zahvalio se što smo pustili da to gleda i tak dalje. I nakon par tjedana je došlo do kontakta da li bi mi radili u tom filmu. Hoću reći, nekakav odabir koji je taj čovjek radio i vrijeme, kako je koristio vrijeme za odabir i tako dalje, je bio vrlo zapravo prirodan. I na što sam posebno ponosan sam na to da je, kako bih rekao, ko da je mene pitao kolege koje je odabrao, zapravo smo svi više manje izvrsni prijatelji. To je... Ker nas čaka še nadaljevanje programa, bi še povabil vas, da mogoče, če imate enkratno priložnost vprašati, če bi koga zanimalo iz publike, kakšno vprašanje za nastopajoče. Če ne bi, ako nije, onda bi molio Vilija, da Vili još podeli neku svoju posljednu anegdotu i onda idemo na Domina. Evo, hvala Aleš i želim vam svima i pogotovo tebi kao producentu priliku, sam si govorio o tome što je značio Jadran film u ono vrijeme, baš ovdje i koliko se ovdje snimalo u Mokricama i ovdje u Brežicama. I ta prilika što si pitao, da, kolege naši, dok smo studirali, Sofijin izbor se snimao tu, Meryl Streep je s Alinom Bakulom dobila svog prvog Oscara, mislim, da ne nabrajamo, ti si već nabrojao ono što je sve bilo baš ovdje snimano. Tako da u to vrijeme nekako bilo normalno, već kao student, ili kao mladi glumac imati priliku gledati te svjetske fance, a ono što želim završiti sa time, neovisno o borbama streaming servisa koji međusobno sada, to gledamo kako kapitalizam u najboljem duhu uništava za opći dobitak, međutim ti streaming servisi, tehnologija je takva da ona ne može puštati toliko sadržaja, mislim, nema što napuniti. Vidimo da je Netflix i sve, jednostavno ne može svijet sa 8,1 milijardu ljudi, sa svime ne može napraviti dovoljno priča koliko publika je gladna priča. Ja želim da sa vama, sa tobom i Slovencima, da, imamo priliku sa njima zajedno ovdje ponovo snimati i nuditi im nove priče. Eto.
spoštovane, že jutri gostje Brežic, to je pač tudi smisel festivala, da jim malo pokažemo tudi našo kulinariko, naše vinarje in tudi goste sledeče, jutrišnje, ki pridejo in pojutrišnje, tako tudi to dobijo kot kazen, dobro hrano pa dobro pijačo, tako da skratka, družili se bomo z gosti. Hvala vam.